kandidaturo za predsednico. Na katerem vrtu je to zraslo? Pri moji mami, ne, kecam se. Je kar dolg časa trajalo, da sem se odločila. Odločitev ni bila lahka, ker sem se politike celo svoje življenje izogibala, nikoli nisem bila v nobeni stranki. Ta neodvisna drža mi je res blizu. Izvršilna veja oblasti me nekako ni premamila. Na tej predsedniški funkciji pa vendarle mislim, da se da še ogromno narediti, da se je nabralo z leti nekaj modrosti in pameti v mojo glavo in da lahko, pa naj se sliši še tako patetično, za državo, domovino še nekaj naredim. Odločitev je bila tehtna, premišljena in evo, zdaj sem v predvolilni kampanji, se družim z ljudmi, mnogo stiskov rok, objemov, ker te napolni po napornem dnevu in tudi rezultati anket dobro kažejo. Kako poteka tole druženje z volivci? Je naporen, to siguren? Nedvomno, predvsem se mi zdi, da je strani države malce nefer, da se takšne ovire postavljajo neodvisnim kandidatom, se jih bomo preskočili, ampak morda lahko samo povem za referendum, ko stranke zbirajo podpise, ko jih rabijo 40 000, so spremenili zakon, da je možno dati podporo elektronsko za predsedniške volitve in za županske volitve, pa takole peš, na upravno enoto, overiti podpis, predati koordinatorjem. Organizacijsko je to izjemno zahtevno, nimam vseh, pred vsemi upravnimi enotami koordinatorje, bolj delamo po principu grozda, da ljudje pridejo s prijatelji, sorodniki, nekdo vzame te podpore, mi jih pošlje po pošti, tako da po pošti je zdaj začelo prihajati vsak dan, sem vesela. Malce dlje časa bo seveda trajalo kot pri kolegu Anžetu, kjer se je videlo, da tam res v SDS-u teče kot nek namazan stroj, ampak mene ta srečanja z volivkami in volivci bogatijo, ne nazadnje je treba izkoristiti tudi ta del kot že del neke predvolilne kampanje oziroma predvolilnih srečanj. Utrujena, ko pridem zvečer domov, ampak polna enih lepih dnevnih spominov in naslednje jutro vstanem, gremo dalje. Kdo vam stoji ob strani? Kdo je to? Kdo je tisti, ki drži v zadaj, tisto podporo? Ok, imate štab, je že povedala? Ja, seveda. Ja, če me mož in sin pri tem ne bi podpirala, se takšnega napora pravzaprav niti ne moreš iti. Tako da prvi je seveda moj stric iz ospredja, Aleš, ogromno prijateljev. To je tisto, kar me žene naprej. Zdaj so te zbiranje podpisov, kaj pa pol, kjer aktivacije še prihajajo? Ja, potem pa se že zdaj vmesno. Ogromno hodim po terenu, predvsem v institucije, ki jih prej nisem poznala. Jaz se sicer med ljudmi gibljem 30 let svojega profesionalnega življenja, ko se ukvarjam s temeljnimi človekovimi pravicami, vladavino prava, ampak vendarle je predsedniška funkcija, poleg tega, kar se mi zdi izjemno pomembno, še mnogo več. Predvsem grem v institucije, kjer opazujem, se pogovarjam z ljudmi, kako skrbijo za tiste najranljivejše, recimo. Ogromno srečanj z župani, ki mi predstavijo, kaj vse se dogaja po občinah, podjetja, ki so vrhunska na svojih področjih. Skratka, če mi uspe zmagati na volitvah, me ta srečanja pravzaprav že opolnomočijo za kasneje, ker predstavljam si, da takoj, ko funkcijo prevzameš, za takšne stvari preprosto ne bo več časa. Pogledal sem na Facebooku, YouTubeu, da smo tako digitalno prisotnost, tako da kje se vas da spremljati, kje se vas da videti? Povsod sem. Ja, vem, ok. Dobro, najbolj aktivna seveda v tej kampanji na Facebooku, kjer imam javni in zasebni profil, seveda tudi na Instagramu. Na TikToku za mlajše zelo odzivno, recimo tam imam neke kratke filmčke od kakšnih take pravne nasvete, ki mlade zanimajo. Na Twitterju malce manj, morda tukaj lahko povem en stavek, ki ga je Miha Mazzini napisal v svoji najnovejši knjigi, ki zdaj izide v kratkem, osebno se imenuje. On je napisal: če želiš biti žalosten, pojdi na Twitter, če želiš biti srečen, pojdi na Instagram. Skratka, na Twitterju je komunikacija kar precej groba in moram reči, da to pa ni ravno za mojo dušo. Danes ste tukaj v Kranju. Tako, grem potem na Jesenice in potem grem še na Blejski strateški forum, kjer bom z izjemnim zanimanjem seveda poslušala o mednarodnih odnosih. Glavnina pogovorov bo verjetno posvečena vojni v Ukrajini. Te glavni stebri programa? Vsak, ki bo pogledal ustavo in zakon o predsedniku republike, bo seveda zelo hitro ugotovil, da je pristojnosti na papirju zelo malo.
ampak vendarle je potrebno povedati, da se slovenskega predsednika oziroma predsednico neposredno voli na volitvah, kar pomeni, da imaš veliko moralno moč in legitimiteto. Sama osebno si seveda najbolj želim, da bi v strateških projektih poskusila poenotiti politiko, torej levo in desno. Namreč dolgo vrsto let seveda politiko spremljam in opažam, da se z zamenjavo vlade projekti začenjajo z nulte točke, da se ne menja ljudi zgolj na ključnih pozicijah, torej ministrskih in državno-sekretarskih, kar je slabo. In Slovenija je zaradi tega pravzaprav po mojem mnenju začela že kar zaostajati. Jaz sem si postavila 4 ključne stebre, ki so res strateški, na katerih je potrebno delati tudi, če se barva vlade na naslednjih volitvah zamenja. Prvi je zdravstvena reforma. Ne vem, če vaši gledalke in gledalci vedo, da je v Sloveniji 200 tisoč žensk trenutno brez ginekologa, da je 130 tisoč ljudi brez družinskega zdravnika. Zdravstvena reforma je tipična, ki se je ne da narediti čez noč. Tu je potreben konsenz vseh politik. Pokojninska reforma, staramo se, tu je treba začeti delati. Najbolj pomembna oziroma med zelo pomembnimi zame osebno, predvsem zaradi mladih, ki mi na terenu sporočajo, česa si želijo, so podnebne spremembe in ekosistemi. To pa ni samo slovenska stvar, to je res strateška tema za ves planet. Tukaj na tem segmentu se pospešeno pogovarjam z ekologi, naravovarstveniki, vem, kje so problemi. 4. točka, ne nazadnje, ker je predsednica vrhovna poveljnica oboroženih sil, je seveda treba poznati tudi precej stvari o obrambi, ampak jaz obrambo, veste, vidim širše kot neko varnost, ne samo obrambno, ampak prehransko, energetsko. Evo, to so na hitro 4 ključne točke. Moj core biznis seveda, ker kot predsednica, če bom izvoljena, bom veliko hodila med ljudi, so seveda temeljne človekove pravice in vladavina prava, tega pa nikoli ne bom pozabila in bom vedno poudarjala te vidike. Predvsem se mi zdi to pomembno, da se ob zdrsih demokracije, čemur smo bili priča, recimo zadnji 2 leti, predsednik oziroma predsednica tudi oglasi, da ni tiho. Prišla sem podprt Natašo, zato ker je res taka preprosta, iskrena, odprta do ljudi, res mi je všečna.